Pozdravljeni, moje ime je Robert in dobrodošli na našem videu. V današnjem videu se bomo pogovarjali o business to business, se pravi podjetju prodaji rešitev oziroma o prodajnih sestankih. Ne bomo govorili, kaj je potrebno narediti, ampak kako je potrebno narediti. Dejansko bom razdelil ta video v 3 sklope. V prvem sklopu bomo obdelali prvi predstavitveni sestanek, drugi sestanek podajanje naše rešitve in tretji sestanek zaključevanje posla oziroma prodaja. Vi veste, da je lahko teh sestankov tudi več, tisti, ki v praksi to intenzivno uporabljate in sigurno tudi za tiste, ki ste že dolgo časa v tem poslu, bo zanimivo slišati to, kar imam danes povedati. Torej, na prvem sestanku se srečamo s stranko. Do stranke smo prišli na osnovi poznanstev, sejma, priporočila ali hladnega klica. Največja napaka je na prvem sestanku, da vsi začnejo govoriti o sebi in podajati ene velike količine katalogov in podobnih stvari. Če nas je stranka sprejela na sestanek, potencialna stranka seveda, če nas je sprejela na sestanek, je nekaj že izvedela o nas oziroma jih zanima, kaj bo izvedela o nas. Če nas v času small talka sprašuje nekaj o nas, lahko na ta vprašanja odgovarjate. Prednost prvega sestanka pa je, da podate pametna vprašanja vi, torej da pridobite čim več informacij, na osnovi katerih boste lahko podali pravo rešitev, ki bo za stranko sprejemljiva. Na prvem sestanku ugotavljamo strankine izzive, torej probleme, katere lahko naš know-how, naše znanje, naša rešitev, naš produkt, karkoli reši. Ne prodajamo v solution sellingu, se pravi v prodaji rešitev, ne prodajamo produkt kot en kos plastike. Prodajamo neko rešitev, ki je skupaj povezana z know-howom, se pravi, da stranki podamo eno določeno novo znanje in pa produkt. Produkt je sestavni del te rešitve, ni pa produkt, tako kot greste kupiti, ne vem, kruh. To je drugačna rešitev, zato tudi tisti, ki mogoče o tem poslu še ne veste dosti, se dogaja v več sestankih in ne na hitro. Običajno gre tudi za zneske višjih vrednosti pri nakupu teh rešitev, zato to ni tako čisto odločitev spontana. Na prvem sestanku torej postavljamo vprašanja. Poznane tehnike, ki so 5 why questions. Lahko uporabite razne, različne, drugačne, ampak koraki so več ali manj vedno enaki. Kako pa danes rešujete ta problem, ta izziv? To je eno od pomembnih vprašanj. Ko reče, ga ne rešujemo, imamo tako rešitev, ampak je zamudna, je draga, je kakorkoli. Potem naslednje vprašanje, kaj pa to za vas pomeni, torej v smislu obremenitev proizvodnih procesov, obremenitev samih procesov v kakšnemkoli drugem vodenju podjetja, obremenitev finančnih obremenitev ali pa obremenitev nekonkurenčnosti na trgu. Tretje vprašanje, kaj za vas osebno to pomeni. To je zelo pogosto, da tisti odločevalec, ki se mora nekaj odločiti, ima tudi osebno bolečino, osebni pain zaradi tega, ker mora to rešiti. Ali bo imel problem z lastniki, ali bo imel problem z direktorjem, ali bo imel problem pravzaprav svojo finančno nelikvidnost ali pa kaj podobnega, če je malo podjetje in je sam lastnik. Torej, v tem vrstnem redu. In potem so priporočljiva tudi vprašanje, torej, če vas dobro razumem. Tukaj je potrditev tega prvega sestanka, da vprašate stranko, če ste vi dobro razumeli, kaj je odgovoril. Torej, če vas dobro razumem, če bi vam bilo omogočeno, da uredite ta izziv na tak način, z takšnimi okoljsko problematičnimi ali kaj podobnega, odvisno od branže, odvisno od problema, bi vam bilo to smiselna rešitev. Torej, ne govorite, tudi če poznate zdaj vašo rešitev, kar jo definitivno, če ste detektirali pravilno vprašanje, poznate, jo ne ustrelite ven, ne govorite o teh rešitvah. Počas. Najprej ugotavljamo, kaj stranka potrebuje. Zelo priporočam, da si zapomnite izrazoslovje, ki ga je stranka uporabila. Torej,
Tudi če reče v narečju, tudi če reče germanizem, karkoli ali angleški izraz, to uporabite takrat, ko mu podajate rešitev. Je zelo pomembno, ker on pod tem imenom občuti to bolečino, ta problem zelo, zelo jasno. Torej, cilj prvega sestanka, potem ko vprašate, je pridobiti te informacije, pametne informacije, kvalitetne informacije, da dejansko ne da ste ubijalsko agresivni, vendar da ste natančni, da ugotovite ta prave odgovore, ne neke spontane odgovore. V prodaji se nam dostikrat zgodi, da rečejo, mi bi radi pač prodali več. Ne? Glavni problem je pa verjetno čist nekje drugje, pa ne bom zdaj šel v ta detalj, da ne bom preveč dolgočasen. V glavnem, ko vprašamo ta ključna vprašanja, si zapomnimo zelo dobro, kakšni so bili odgovori, se pravi tudi izrazoslovje, kakšne besede je uporabil klient za te odgovore in pa absolutno ne gremo iz sestanka, dokler ne definiramo termin naslednjega srečanja. Torej srečanja, ko boste vi podali rešitev vašemu klientu. Če je to gre za tujino, so na distancah, so Skype, so e-maili ali podobno, gre sistem na ta način. V majhni Sloveniji, kjer se pa relativno pogosto lahko srečamo, pa je najboljše, da naredite sestanek. Jaz osebno priporočam pri prodaji rešitev, da se dobite v roku 1 do 2 tednov in na prvem sestanku že natančno definirate datum in uro naslednjega sestanka. V primeru, da je v podjetju vašega klienta odločevalec še nekdo drug, ko ste ga tudi to vprašali ali bi še koga v podjetju zanimal ta problem, je zelo dobro, da dobite sestanek tudi skupaj z tem partnerjem ali direktorjem ali človekom, ki je soodgovoren za to rešitev v njihovem podjetju. Torej, naslednji sestanek, se pravi prvi sestanek smo dobili, smo definirali datum naslednjega sestanka in seveda gremo v naslednji sestanek. Drugi sestanek se običajno začne enako z small talkom, potem pa se povzamemo stvari, o katerih smo govorili na prvem sestanku. Torej, želimo pridobiti ta mindset na enak nivo, podoben nivo, kot smo takrat o tem govorili. Da se stranka spomne, da jo mi kaj spomnimo, da uporabimo, torej takrat ste dejali tako in tako. In potem greste predstaviti svojo rešitev, svoj know-how, ki ima vključen produkt ali ne, kakorkoli. In če ste to zapisali v pisni obliki, nekaj, kar boste tudi stranki mogoče kasneje predali, je zelo prav, da greste po enih korakih. Najbolj pogosto opažam, da naredijo ljudje problem v tem, zaplet v tem, da podajo rešitev zelo jasno, nekateri celo pretiravajo, se nima noben časa brati preveč natančno, ampak če bo hotel, da ima priložnost kje pogledati si vaš klient, ne? In ko podate rešitev, pridete do trenutka cene. Ko podate trenutek cene, se takrat vse ustavi na sestanku. Tukaj je največja napaka. Takrat, ko podate ceno, je pomembno, da takoj za zneskom, ko ste ga definirali, argumentirate to vrednost. Se pravi, vendar s tem pridobite to, zmanjšate cikluse v proizvodnji, privarčujete toliko sredstev na porabi kilovatov, električne energije in tako dalje, če govorimo o strojih ali v kakšni drugi rešitvi, kaj drugega. Vedno, ko date ceno, potem argumentirate, da ji v očeh klienta zmanjšate to vrednost, ker on si recimo lahko predstavlja, da govorimo samo o enem strojčku, ne? V principu pa govorimo o celem postopku, ki bo rešil. To je prodaja rešitev. Da je cel postopek, seveda je vmes tudi mogoče en stroj, eno računalniško orodje, ki pomaga pri rešitvi, vendar to je celota, to je ta projekt. S tem se ta rešitev lahko proda, na tak način se rešitev proda. In potem nekateri včasih želijo zaključiti na tem sestanku. Jaz mislim, da je to ne priporočam, razen če je stranka že tako vmes navdušena, da se stranka vas prekine, hočem to imeti, hočem to kupiti, kje podpišem zdaj, tako in tako naprej, se tudi to dogaja. Torej, takrat pomeni, da ste dejansko zadeli, kot se reče, na glavico, ne, točno v tisti point, ki ga stranka želi urediti. Vendar pa jaz priporočam, da ko podate eno jasno ponudbo, da pustite prespati. Da pustite tudi klientu prespati, posebej, kadar gre za večji znesek, da o rešitvi še malo podebatira s svojimi partnerji. Običajno to oni pričakujejo, ampak je zelo lepo, če vi to podate, tako zelo higienično, lejte, jaz ne vsiljujem, počasi, vi razmislite, odločite.
In enako vam priporočam, da se dogovorite kar za nekje, kdaj bi se slišala, kdaj vas pokličem, kdaj lahko pridem na sestanek, definirati spet naslednji sestanek. Ne prepuščati stvari odprte in potem njega ni bilo, vas ni bilo, bla, bla, bla in se vi spet nekako to vse skupaj. Ta pozitivna energija rešitve, katero ste vi ponudili, potem se kar malo razvodeni, kar ne vemo, malo smo pozabili in tako naprej. Zato je zelo dobro, da potem v zelo kratkem času se dogovorite in zaključite ta posel. Zaključevanje posla je pomembno, torej seveda, kot vsi veste, da se oba počutita dobro, torej ni prav, da pridete tudi do nekih velikih, pogajanja so sestavni del, vendar pogajanja ne smete jemati osebno, ne smete se zaradi tega razburjati, ne smete zaradi tega povzdigovati glas. To nima nobenega smisla. Pogajanje je, vi poznate svojo spodnjo črto, stranka pa bo hotela verjetno še nekaj več. Ni nujno, v prodaji rešitev sem že doživel, da ne glih, kadar vidijo, da je rešitev ustrezna. Ampak kadar pa so mogoče še kakšni produkti noter, pa znajo posebej v določenih branžah zelo, ker so pač navajeni, tako je njihova kultura v tej branži. In tudi to, kar sem zdaj rekel, kultura, se mi zdi pomembno, da če delate s tujino, zelo pazite na kulturo oziroma na način, kako se tam odločajo. V nekaterih deželah, recimo Južna Afrika, je, ko se dogovoriš za ponudbo, ko predaš ponudbo, približno 14 dni časa si vedno vzame za razmislek. Po 14 dneh dobiš naročilo, potrditev ali pa tudi v resnih firmah, da to ne vzdrži ali podobnega. Se pravi, ni treba preveč pritiskati. Če je treba čas, pozanimajte se prej, ocenite, seveda za vas je zanimivo, da je to čim prej, zaradi tega, ker v solution sellingu, v prodaji rešitev lahko to traja precej dolgo in potem imate že vi malo problem, rabite, ne vem, cash flow, rezultate, karkoli in tako naprej. In ko je ta trenutek minil, pridemo na tretji sestanek, se pravi na drugem sestanku je bil naš cilj predstaviti našo rešitev, podati se pravi številke, figure in pa zaključek je tak, da razmisli oziroma da se dogovorite za naslednji sestanek oziroma naslednji termin, kdaj bi zaključila ta posel. In ko se dogovorite za tretji sestanek več ne, zdaj ste že naredili nek odnos s stranko, več ne poteka za tistim, lahko bla bla, ampak ne poteka zdaj, da rabite še ponovno, vi ste svojo rešitev dali, tako da je več ali manj gremo na tisto situacijo, ki se reče, no, kako ste se odločili, vas mogoče še kaj zanima, še kakšna neznanka se pojavlja, vam ne še kaj razložim in tako naprej. In na tem sestanku morate zaključiti ta posel. Če ga ne zaključite, je verjetno rešitev ni ustrezna. Ne jemljite to, da ste vi, niste ta prava oseba, da do vas nekaj narobe reagira, verjetno ni rešitev ustrezna. Ker je zelo pomembno, kako naredite ta zaključek, ker če ta zaključek naredite res lepo, da se stranka dobro počuti in da jo potem tudi med projektom obveščate, da ko začnete, čim prej začnete, da obveščate, kako poteka projekt, se zgradi to zaupanje še večje in to je vaša super iztočnica za to, da vas bo še kam priporočil, da boste dobili ta word of mouth, se pravi, da boste dobili referenco usta do usta. In jaz mislim, da je v tem pogledu zelo pomemben, od prvih 3 sestankov, je zelo pomemben iz same kulture obnašanja. Prvi sestanek, da ste res dobro detektirali, na drugem sestanku, da ste doživeto predstavili to svojo rešitev in podali, zakaj je ta cena zelo upravičena za to rešitev. Na tretjem sestanku, da ste naredili zaključek, da se tudi stranka počuti dobro in da nadaljujete s projektom, da dobite kupca, da ga dejansko zaklenete, da se pravi tudi projekt, ko potem vse dobro poteka, ko je zadovoljen s primopredajo prevzemu. To je naloga, kljub vsemu še vedno prodajalca, čeprav lahko v nekih projektivah rešujejo potem project manageri, recimo inštalacije stroja pa vse skupaj, vendar prodajalec mora skrbeti za svojega klienta, paziti na njegovo zadovoljstvo, da ga tudi za naprej kdaj moraš prositi za reference, je treba še poklicati. Tudi oni se, mogoče ta klient odloča se za kakšno investicijo na tej lokaciji, drugi lokaciji ali kar podobnega. Zelo priporočam, da vzdržite en dober profesionalni odnos. Jaz upam, da ste iz teh 3 segmentov tega videa spoznali tiste bistvene stvari. V primeru, da
Potrebujete še kaj več, pa dobrodošli na spletno stran aleo.si, vpište svoje ime, svoj e-mail, prejemite naše brezplačna orodja v PDF-u oziroma lahko me pokličete in z veseljem vam odgovorim.